Hvala lepa, Zvonka. Evo, dobrodošli nazaj v realni svet. V imenu skupine, ki je obdelovala ciljne skupine naše resolucije, kratko poročilo, res kratko poročilo. Mi smo bili nekako prepričani na začetku, da imamo najbolj lahko in enostavno nalogo in da bomo zelo hitro gotovi, pa se je stvar, kot se vedno v izobraževanju odraslih, izkazala za polno izzivov. Ampak vseeno, direktor Andragoškega centra Slovenije, gospod magister Andrej Sotošek, nas je najprej popeljal čez v bistvu vse ciljne skupine, ki jih imamo zapisane v obstoječi resoluciji, ki jo še vedno izpolnjujemo. Zdaj jaz bolj podrobno ne bi brala, vidite pa, da so bile tu v bistvu predvsem opredeljene skupine starejše od 50, pa 45 plus, pa ranljivi, pa Romi, pa si boste sami prebrali, vam pustim 5 sekund. No, mi smo se vsi v večjih temah dotaknili tega, da je novo tisočletje in da je čas, da odpremo ciljne skupine. Če pa že ne moremo ciljnih skupin odpreti do te mere, da ugotovimo, da so vsi odrasli naša ciljna skupina, potem poskušajmo samo nekako podpreti to ciljno skupino, skratka to idejo, da so vsi odrasli naša ciljna skupina z neko pozitivno diskriminacijo. In sicer ugotavljamo, da vsi tisti, ko smo stari 45 plus, bomo še kar dolgo delali, pa da tudi tisti, ki so 35 plus, niso imeli v svojem rednem izobraževalnem sistemu prav nič iz sodobne tehnologije, prav nič iz socialnih omrežij, prav nič iz avtomatizacije, robotizacije, skratka vse to, kar nam v bistvu v tem tisočletju sledi, hočemo ali nočemo. Rekli smo, da vse te kompetence potrebujemo prav vsi za življenje in delo, sploh če želimo zelo resno govoriti o robotizaciji in industriji 4.0, pa da ne rečem 5.0. Primer smo dali recimo avtonomna vozila, pa še številne druge primere, ki se nam bojo v bistvu dogajali, pa bomo vsi prebivalci potrebovali to znanje. Zdaj tule sem napisala, da želimo odpreti ciljne skupine starostno, kar sem ravno kar omenila, pa tudi izobrazbeno. Vsi nimamo temeljnih kompetencij z posameznih področji, kljub temu, da mogoče imamo visoko izobrazbo ali celo magisterij ali doktorat. Skratka, veste, da priseljenci prihajajo k nam z različnimi v bistvu znanji, z različnimi diplomami, pa jim manjka temeljna kompetenca slovenskega jezika, naprej ne bi naštevala, skratka vemo, za vsako kompetenco je potrebno nekako razmisliti o tem, ali so res ranljivi samo tisti, ki so nižje izobraženi. Ravno tako je bila omenjena ta informacijsko-komunikacijska tehnologija v povezavi in vsa ta sprememba, ki nam sledi v tem tisočletju v povezavi z prekvalifikacijami. Skratka, začeli bomo izgubljati delovna mesta na posameznih področjih, tudi višje izobražena delovna mesta in ljudje se bojo mogli prekvalificirati v druge poklice. Ali so zaradi tega ranljivi in v bistvu upravičeni do pomoči države, je stvar presoje, ampak mi smo vsekakor menili, da čas, glede na to, da resolucijo postavljamo za daljše obdobje, ne samo za obdobje 5 let, bo prinesel kar nekaj izzivov in je potrebno pustiti odprto področje tudi tukaj. Jaz sem si drznala izpostaviti eno področje, ki se je izkazalo tudi v raziskavi PIAAC, in sicer, da tudi strokovni delavci, ki izobražujejo oziroma delajo v izobraževanju na vseh ravneh, od otrok, mladine, se niso najbolj izkazali za ali pa se nismo izkazali za najbolj funkcionalno pismene in smatramo, da je prav, da si nehamo zatiskati oči in rečemo bob, pa kot pomembno ciljno skupino uvrstimo tudi vse tiste, strokovne delavce, ki delajo na področju izobraževanja na vseh ravneh. Le tako bomo v bistvu lahko spremenili tudi naše udeležence in pa seveda tudi bojo potem posledice in na mladini in na drugih ciljnih skupinah. Izpostavljen je bil tudi problem vseh tistih strokovnih delavcev, ki delajo storilci kaznivih dejanj. In pa zelo močen glas so imeli starejši od 64 plus z večjimi nameni. Prvi je ta, da v tem obdobju, ki se nam obeta, se ne bomo upokojevali stari 64 plus, ampak mogoče 70, pa 72, pa vedno dlje bomo živeli, a ne? Se pravi, v 30 letih se nam lahko zgodi, da bomo delali tudi do 80. leta, se pravi, je smiselno razmisliti tudi o ciljni skupini 64 plus z
vidika gospodarstva, pa tudi čisto z vidika osebne rasti, se pravi, izobraženi ljudje ostajajo bolj zadovoljni, bolj zdravi in zaradi tega v bistvu potrebujejo manj pomoči države. Prekvalifikacijo sem že omenila. Zelo dober izraz, ki ga je izpostavila kolegica Jasmina iz Andragoškega centra, je bila situacijsko prikrajšani, kar po moje vključuje vse tisto, kar smo že prej govorili, skratka, ni pomembno, kako imamo izobrazbo, ampak kakšne so tiste naše temeljne kompetence oziroma razlogi, zakaj neke stvari nismo dobro opravili. Vsi smo poudarjali, da so ukrepi znotraj države močno razdrobljeni, se pravi, da prihaja denar nekaj iz Ministrstva za izobraževanje, pa mi Ljudske univerze delamo izobraževanje, pa prihaja iz Ministrstva za delo, pa za podeželje, pa za gospodarstvo, pa potem smo vsi noter v podjetjih, pa želimo početi iste stvari z različnimi dilemami. En pride bi 45+, en bi nižje izobražene, en bi, ne vem, višji kader in tako naprej. In smo ugotovili, da je čas, da se to področje preseže oziroma poveže, skratka priložnost za ministrstva v naslednjem obdobju, da ukrepe za izobraževanje odraslih načrtujejo skupaj. Mi smo tudi našli eno rešitev in sicer smo rekli, da bi bilo potrebno stičišče, ki bi povezovalo te ukrepe. V prvi vrsti smo videli, da bi bilo to svetovalno središče, ker je v bistvu še najdlje in najbolj neodvisno svetuje v izobraževanju odraslih, lahko pa da je to tudi kakšna druga oblika. Želeli smo si, da bi imeli pogum za večjo pogačo. Mi vemo, da ta hip je pač na voljo toliko in toliko sredstev, ampak se ne bi kar predali, pa bi nekako položili na srce vsem tistim, ki skrbite za udeležence na terenu, pa za nas izvajalce, pa za stroko. Bodite pogumni, upajte si, več kot ne, tako ne moramo reči. Tako, nekaj ovir smo se dotaknili z področja predvsem temeljnih kompetenc oziroma te ciljne skupine 45+, kako rešiti težavo. Ugotovili smo, da je to izjemno težka ciljna skupina za motivirati. Vam ne bom razlagala, ker imate vsi te težave na terenu in smo se pogovarjali o tem, kako to problematiko rešiti. Ugotovili smo, da nobena promocija ne doseže to, kar lahko doseže direktor. Se pravi, nujno je treba spodbuditi, motivirati v bistvu direktorje podjetij in to je naloga direktorjev, pa tudi mogoče naloga politike in stroke, da prepoznajo pomen izobraževanja odraslih. Večkrat smo tudi slišali, da se nam včasih tako izvajalcem kot udeležencem postavljate toliko ovir, da že kar ne vemo, koga vse ne odženemo, ki ne izpolnjuje vseh pogojev in bi si želeli res glede tega, da se pač to področje ciljnih skupin vsaj malo razrahlja. Evo, sem bila zelo korektna, pragmatična in predajam besedo naprej. Odlično, hvala lepa.